Cene mineralnih gnojil so vse dražje. Vsak dan lahko beremo članke, kako so se gnojila podražila, posebej NPK, KAN, vse to, kaj potrebujejo kmetje za pridelavo hrane, se podražuje z dneva v dan in ni videti konca. Danes bomo pogledali, koliko so se podražile cene mineralnih gnojil in kako in koliko vam lahko morske alge pomagajo pri hrani. Pa poglejmo, tu članek s Kmečkega glasa. Mineralna gnojila so se v letu dni podražila za 3-krat. Torej cene so zaskrbljujoče zvišujejo, lahko bi rekli, da so stroški na kmetiji letijo v nebo za ves kmetijski input. Evo, poglejmo tule, pišejo dalje. Številni kmetje poudarjajo, da za prihodnje pridelovalno leto nimajo v načrtu nakupa mineralnih gnojil, da se bojo posluževali le gnojevke in različnih oblik obdelave tal. Da bojo pridelali nekoliko manj, bodo pa precej prihranili. Tu še en izračun, kako so po letih rasli stroški gnojil. Vidimo recimo 2020, NPK je bil 280 € za tole površino, ki je tak kmet na tem primeru imel. Torej za 2021 pa je že poskočila cena za več kot dvojno. In tako velja pri skoraj vseh naštetih gnojilih. Torej, tu si lahko video ustavite in malo pogledate točno kalkulacijo. Tu še pišejo dalje v Kmečkem glasu, da pač predsedniki kmetijskih organizacij, sindikata kmetov in tako dalje zahtevajo pač neke ugodnosti, da bi nekako preživeli to situacijo, da bi sploh še bilo kmetovanje rentabilno. Torej, kako lahko prihranimo pri gnojilih in ob tem še vedno pridelamo povprečne letne pridelke. Bomo pokazali nekaj primerjalnih testov na pšenici, kjer so primerjali pridelke pri različnih količinah in različnih tipih gnojil. Ta test je bil narejen na kmetijski fakulteti v Timišvaru v Romuniji na pšenici. In tu lahko pogledamo produkcijo na hektar na tistih njihovih lotih, ki so jih testirali. Torej na nefertiliziranem lotu, pol so tu dali 100 kilogramov na hektar gnojila, tu so dali NPK 100 kilogramov na hektar, vidimo precej resen rezultat, že napram drugim. Tukaj je bil samo z morskimi algami in vidimo, da je bilo kar primerljivo. Tukaj pa kombinacija in tudi poanta tega videa, kar hočem pokazati, je, da so kombinirali 40 kilogramov na hektar NPK plus preparat iz morskih alg, Biokompleks 900, in so dosegli praktično isto produkcijo kot z lotom, kjer so dodali 100 kilogramov NPK-ja. To pomeni, da praktično več kot polovico manj NPK-ja z dodatkom morskih alg so dobesedno naredili isti pridelek. Tu si lahko tudi ustavite, malo pogledate, recimo, tudi vidite, da vsebnost proteina je bila največja v tej zadnji kombinaciji, to pomeni NPK plus alge. Gluten tudi največja vsebnost in hektolitrična masa tudi največja vsebnost. Kot sem rekel, poglejte si, ustavite si video in poglejte tabelo, boste videli, da dobesedno z pol manj gnojil so dosegli z dodatkom morskih alg najboljše rezultate. Tu še lahko pogledamo vsebnost proteina. Vidimo to v zadnjo kolono, gledamo, kjer je pol manj gnojil in morske alge, imamo največjo vsebnost. Gremo dalje. Gluten isto primerjalno, isto dobra vrednost. Indici zeleni, največja vrednost.
Torej, rezultati pokažejo, da kadar uporabljamo morske alge zraven drugih gnojil, lahko dosežemo primerljive rezultate tudi z manj mineralnih gnojil. Kot ste videli v primeru, je bilo 60% manj mineralnih gnojil oziroma NPK v tistem primeru, ne. Jaz ne trdim, da bo vedno tako, da lahko damo pol manj, ampak zagotovo pa lahko damo 30 do 40% manj gnojil in dodamo morske alge in bomo imeli iste rezultate, kot da bi polno gnojili. Zraven tega uporaba preparata Biokompleks 900 prepreči tudi poleganje pšenice, ki nam lahko še dodatno zmanjša pridelek in kvaliteto. To vsi poznamo zaradi različnih vzrokov. Poleganje pšenice, najslabše je, kadar veter piha močno z različnih strani ali pa je vzrok gnojenje, ne. Tu pogledamo na sliki, evo to je ista njiva in zgoraj, kjer je bilo dodano Biokompleks, praktično ni poleganja, tule pa je čisto na vse strani, ne. Kaj to pomeni? Zakaj se polega, ne, kot sem rekel, močen veter, izdatno gnojenje z dušikom, boljše je večkrat malo ali pa tudi prepogosto sajenje, ne, in pol ne raste tako, kot bi bilo treba, ne. Posledice so manjši pridelek, rastline so bolj dovzetne za bolezni, zaradi tega, ker so pač po tleh na vse strani, torej plesni, gnitje. Asimilacija hranil normalno se zmanjša, ker rastlina je v stresu, rastna doba se podaljša, oploditev je slabša, zrna natekajo in so tešča, žetev je otežena in manj kvalitetno zrnje, ne, ki ga tudi težje shranimo. Evo, kako preparat iz rjavih morskih alg to prepreči, poveča koreninski sistem rastlin. Tisti, ki malo ste že prebrali, točno veste, da preparati iz morskih alg povečajo koreninske sisteme, ne, da po več letih uporabe smo ugotovili, da vsaj 50% je več korenin, kar pomeni, da so rastline posledično razvijajo večjo maso, so bolj stabilne in so bolj odporne na neugodne vremenske pojave, kot so suša, večji nalivi dežja, tudi veter. Izboljša celične stene rastlin, zaradi česar so bolj odporne na bolezni in nematode. V glavnem, splošno stanje rastline in zemlje je dosti boljše, ne. Uporaba prav tako izboljša mikrobiološko aktivnost v tleh, to je večkrat preverjeno, ne samo v kmetijstvu, ampak tudi pri raznih sanacijah nekvalitetne zemlje iz najrazličnejših vzrokov. Vemo zagotovo, da biološko aktivnost v tleh zviša tudi do 20-krat, ne, pri uporabi v kmetijstvu, ne. Drugače, če bi jo forsirali, bi lahko še več mikrobiologije vnesli v zemljo, ne. Zemljo in rastlino skrbi z oligosaharidi, mikrohranili in drugimi hranili, ki so hrana za koristne mikroorganizme. Ti mikroorganizmi vzpostavijo biološko ravnovesje v zemlji in obnavljajo tla, obremenjena s škropivi. Škropljenje po zemlji, torej vedno, kadar tretiramo rastline, normalno tudi škropimo po zemlji, nevtralizira kemijsko sestavo tal, torej tisto poznamo izraz pufranje tal, in biološko pozdravi tla. Zaradi svoje izjemne sposobnosti ionske izmenjave tudi odklene vsa hranila v tleh, ki so bila rastlinam biološko nedostopna. Dostikrat se zgodi, da dejansko po analizi imamo not, ampak zaradi vseh teh težkih metalov in vseh ostalih problemov rastline enostavno ne morejo počrpati teh hranil. Zdrave sive huminske kisline, te kisline so nosilke rodovitnosti v zgornjih plasteh zemlje. V povezavi z anorganskimi finimi delci v tleh vzpostavljajo glineno-humusni kompleks. Torej, humus ga je več in je boljši. Torej, preparat v bistvu je v resnici hrana za koristne mikroorganizme in zaradi svoje bogate sestave in odklenjenih celic je hrana mikroorganizmom tudi takoj na voljo. Raven koristnih mikroorganizmov se posledično zviša, tako v zemlji kot v rastlini. Uporaba preparata sproži nujne mikrobiološke procese presnove hranil. Vzpostavi ravnovesje med koristnimi in škodljivimi organizmi, tako v zemlji in rastlinah. Pridelki pa se povečajo in so predvsem bolj kvalitetni.
Torej, če vas zanima za različne kulture, kako se uporablja, koliko se uporablja, kdaj se uporablja, naj povem tukaj, da se lahko uporablja z drugimi škropivi, po določenem receptu, tako da ni treba več intervencij samo zaradi tega, ampak vedno v začetku vegetacije in pa pri dognajevanju lahko dodamo, tako da nimamo večjih stroškov, kvečjemu manjše. Torej, vse informacije najdete na rjavemorske alge.si, v opisu tega videa bo povezava, ali pa enostavno vpišete v Google morske alge za pšenico, koruzo, kar pač vas zanima, Na spletni strani boste videli za najrazličnejše kulture, kako se uporablja, kakšni so bili rezultati uporabe tistih, ki se uporabljajo ali pa uporabljajo že dolgo. In tam imate tudi kontakt, lahko nam pišete, lahko nas pokličete in poglejte tudi ostale videe na tem kanalu.